Evo, dober dan vsem skupaj, dajmo začeti počasi tole našo srečanje o Štrahlovem gradu. Jaz sem malo gledal, pravzaprav ta priimek Štrahl pomeni žarek, a ne? Kar pomeni, da je recimo zanimivo to, ne, da so sklepi prišli v Žarkov grad, ali kako naj rečem, a ne? Poleg tega je pa zadnji lastnik tega gradu, je bil pa toliko že slaboviden, da je se postavil pod eno sliko in je razlagal čisto o eni drugi sliki. Tako da je recimo ta povezava, ne, recimo slepi in ta grad je, bi rekel, kar nekako logična, a ne. Zdaj seveda, ne bomo zdaj govorili o usodi ali naključjih, ne, ampak dejstvo je, da je Stara Loka je slepe, ko so kupili grad leta 37, jih je lepo sprejela, kar recimo v primerjavi z Ljubljano, ki so se izmeri hoteli znebiti, prvič takoj po prvi svetovni vojni, drugič pa po drugi svetovni vojni, tako da je to en lep, bi rekel, en pokazatelj lepe kvalitete odnosov oziroma osebnosti starih Ločanov, a ne. Zdaj jaz tukaj malo piham na dušo tudi mojemu gostu Mihaelu Habihu, a ne, ko je predsednik Lonke. Lahko rečem, da se mu moram še enkrat zahvaliti, ko me je vozil po Škofji Loki, takrat, ko sem Čuriča raziskoval, in so se potem takrat tudi zmenila, da bo Miha predstavil malo Škofjo Loko in oziroma Loko, a ne. Sem pa slišal vmes, ne, da ste Ločani, ste eni posebni ljudje, Miha. Ja, vsak kraj ima svoje značilnosti, ne morem reči, da bi bili kaj posebej v Škofji Loki drugačni ali pa da so kakšne take nasprotja med nami. Je pa res, da Staroločani zelo poudarjajo svojo prvotnost, ne, ker če v bistvu pogledamo na tisto darilno listino cesarja Otona II., ko je ta področja poklonil frajziškim škofom oziroma Abrahamu, je takrat v tej darilni listini navedeno samo 4 naselja, to se pravi Žabnica, Suha, Sevca in pa Stara Loka ali Lonka, ne. In Škofja Loka je potem kot mesto nastala šele za Staro Loko, ki je bila v bistvu prvi začetek, ne, tega frajzinškega gospodstva. In mnogi v Stari Loki se tega zavedajo, pa gojijo to prepričanje oziroma ta ponos lokalni. Tako da se včasih to na plano potegne, kadar se želi kakšna sredstva dobiti od občine, da nam kaj pomagajo pri kakšnih projektih, in več ali manj smo uspešni, ne. No, se pravi, Lonka je potem, no, to me je zanimalo, jaz sem te hotel vprašati, od kod ime Lonka. Se pravi, po Stari Loki ste si dali ime. A lahko kaj več poveš o društvu Lonka? Društvo Lonka je nastalo z namenom razgibati kulturno življenje v Stari Loki, pa negovati to dediščino, ki jo Stara Loka premore. Tukaj je na koncu koncev poleg Štralovega gradu še nekaj drugih znamenitosti, koncentriranih okrog Starološkega trga. To so Starološka cerkev svetega Jurija pa Marijina kapelica. Potem imamo tudi bogato delo pokojnega, pred nedavnim umrlega zgodovinarja, arhivarja Franceta Štukla. On je pisal o loških hišah, tako o njihovi zgodovini kot o njihovih stavbnih značilnostih. Tako da je ta zgodovina od leta 975 naprej kar lepo obdelana, ne, tudi kot rezultat sodelovanja z Münchenskim muzejem, kjer je veliko teh arhivov shranjenih.
in imajo Ločani do njih vedno vpogled, ne. Poudaril bi pa več še nekaj, ne, da smo mi v sklopu tega participativnega proračuna nekako navijali za postavitev spomenika škofu Abrahamu in to se bo letos v mesecu aprilu tudi zgodilo. V tej aleji škofov, kjer je že škof, koprski škof Karlin, ima svoj kip, se bo zdaj pridružil še škof Abraham. Kajti to je bil prvi škof, ki je prihajal na naše področje in pri njem se je nahajal tisti zvitek, na katerem so bile napisane v slovenščini besede pozdrava, liturgije, s katerim je nekako poskušal se približati lokalnim prebivalcem in to so tako imenovani brežinski spomeniki. Prvi zapis slovenskega jezika pisni, ki je bil najden v münchenskih arhivih. Tako da od tega dogodka si obetamo kar precej. Majhen bo obudil zgodovino, pa malo več znanja posredoval tako osnovnošolcem in tudi drugim, ki mogoče to plat zgodovine malo slabše poznajo, tako da bojo lahko začutili, kako blizu je to Škofji Loki dejansko. Albina, mikrofon, prosim. No, zdaj pa dajmo preiti na tale naš grad, ki so ga leta 1937 odkupili slepi, in Minka Skaberne v članku v Mohorjeve družbe oziroma temu letnem, bi rekel, almanahu, napiše recimo ima en lep opis tega, pravi: ob cesti Škofje Loke v Selško dolino se razprostira sončna, proti severu zavarovana, proti jugu in zapadu pa odprta ravnica, ki položno pada od starološke župne cerkve in njene lepega pokopališča do Selške Sore. Na ravnini zagledaš nekdanji dom pokojnega, nazadnje skoraj slepega Karla Viteza plemenitega Štrahla, ponosni grad s trdimi gospodarskimi poslopji, krasnim parkom ter lepimi nasadi in cvetličnimi gredicami. Velikim vrtom, skozi katere teče ljubki starološki potok, vidiš velik sadovnjak, obsežen vrt za zelenjavo, njive in sončne stenožeti, ki segajo prav do Sore. Vesta svet spada k domu naših slepcev. No, zdaj bom tukaj izval Francija. Franci, ti si se rodil v gradu, pa mi povej, a se spomniš kaj od tega? Od česa misliš? To, kar sem zdaj prebral. Ja. Ker namreč okrog gradu je bilo Panoramo si povedal lepo. Ne? In taka panorama danes ni več možna, ker je vse pozidano okrog in okrog. Ne? Kopališče ob Sori, Vrbovje ob vodi, potok v grajskem vrtu, dovolj močan, da bo gnal stroje v delavnicah bodočih slepih obrtnikov, obsežni stenožeti ob vrtovih, ki so primerni stavbišče za bodoče zgradbe posebnih oddelkov. Obetajo se, da bo naš dom slepcev polagoma razrasel v vse potrebne veje, ki jih mora imeti tak zavod, da napravi slepega Trpina za koristnega, zadovoljnega človeka. A si ti še kaj doživel vse tega? Jaz sem bil precej dol, dobro se spomnim Vrbovega nasada ob Sori, ob Dolencovi baraki, ko smo se hodili kopati dol, pa kaj na Benetke, dočim polja so bila tudi velika in sicer so bila pod gradom, pod obzidjem dol, potem na Vešterskem polju in pa proti Moškrinu. To so bile nekateri polja, je imel grad oziroma to posestvo v najemu. Obdelovali so ga pa v glavnem najeti delavci, to so bili zaposleni. Mi smo rekli, moški so bili hlapci, ženska je bila dekla, ki so tudi hkrati skrbeli za živino, katere je bilo pa tudi polhni hlevi, in sicer pujsov in krave ter argo konj.
kateri me tudi ugriznil. V redu. No, ok, lepi spomini, ne? Ja. Zdaj sem pa je živel noter v gradu, v bistvu oziroma v gradu ne, direktno v stavbi, to je sosedno poslopje, do leta 61, ko smo se preselili v svojo hišo, vendar sem šel velikokrat obiskal dol, kjer sem najdel tudi ženo. No, v redu, v redu. Zdaj, Miha, zdaj tale grad, ne, je v bistvu, kot si že prej omenil, frajzniški škofje, ne, so v bistvu, to naj bi bila ena graščina, ali kaj bi bilo, kako je v bistvu? Ja, ta grad pa nekako uradno zgodovino nekaj več kot 600 let, ne. Nekako se domneva, da je že v zgodnem obdobju 5. 6. stoletja tukaj bil en stolp obrambni. Ta je verjetno bil namenjen varovanju področja, tukaj so bila polja tedanjih prebivalcev, ki so bili nekako porimljanjeni staroselci in oni so bivali v Puštalu nad Trnjem. Mi imamo v Škofji Loki 2 puštala, ne? Eden je na sotočju Sor, drugi je pa tukaj nad Trnjem in to je bila ena kar konkretna utrdba oziroma gradišče, ki je dalo dom enim 500 ljudem, je pa malo zapostavljeno, seveda, ker je to pač gradišče, vse je pod zemljo, tisti fundamenti in ni toliko zanimiv zgodovinsko, kot so gradovi, ki so nad zemljo, pa lahko še kaj od njih vidiš. To je bil eden takih pomembnih, bi rekel, področji prebivanja tedanjega časa in to je bila nekako osnova potem, ne, ki je mogoče tudi kasneje frajzniškim škofom kot lokacija dala idejo, da so se lotili zidave tega poslopja. Od začetka se navaja prvi taki zgodovinski opisi ali pa omembe so tam iz leta 1074. Takrat se še to imenuje dvorec, ne, ker dvorci so bili po naravi malo bolj miroljubne stavbe, nezaščitene, brez utrjevanja. Kasneje, leta 1202, pa se že omenja tako imenovani grad Wildenlak, ne, divja loka, ker staro ime za Škofjo Loko je bilo Altenlak, ne, stara loka, Škofja Loka pa kasneje potem Bišofslak, ne. Kasneje je pa potem seveda grad doživljal en kup prenov, utrjeval se je, zanimivo, ne toliko zaradi strahu pred turškimi vpadi, kot po slabih izkušnjah, ki so jih te nameščenci frajžniškega škofa pri nas imeli z obrambo pred lastnimi ljudmi, kmečki upori, največji je bil leta 1515 tukaj slovenski, ne, in to jih je nekako vzpodbudilo, da so začeli graditi okrog gradu še jarek, ne, in pa obzidje. Kasneje je, mislim, da eden od štralov, recimo ta jarek na severni strani zaprl, tako da je samo še na južni strani, tam, ko potem nadaljujemo pot v park, je še ostal, ne. Drugače je pa ta zgodovina stavbe povezana z posameznimi lastniki. Vsaka nova rodbina, ki ga je prevzela, je imela svoj pogled, je dozidavala, zaljšala njegovo podobo, nekaj je tudi pomenilo prehod iz zgodovinskih umetnostnih dob, od renesanse pa potem baroka in vsa ta obdobja so na tej stavbi, ne. Ni bila samo stavba kot grad tukaj pomembna, to je vključevalo še niz ozemlji v bližini, ki so dajale eno ekonomsko osnovo, da je ta grad in njegovi prebivalci lahko od tega živel, a ne. Tako imamo v zgodovini zelo znano rodbino Zigersdorferjev, tam je bil pomemben oskrbnik pa graščak Baltazar po imenu. On si je v svoji funkciji pridobil veliko bogastva, poskušal
zelo ambiciozno dokupovati posestva tukaj okrog. Isto se je potem dogajalo z naslednjimi lastniki, to so Raspi. Raspi so bili tudi oskrbniki v Škofji Loki, pa zagovorniki svoboščin ekonomskih, to se pravi čim manj v pricing, pa čim več v svoj žep, kar je čisto normalno. To je bil tudi eden od velikih razlogov, da so se oprijeli luteranstva takrat, kot malo protesta proti katoliškim prajziškim škofom, in Raspi je recimo upodobljen tudi na sklepniku cerkve v Crngrobu, ki je posebej zanimiva, kar se tiče zgodovine Škofje Loke. No, nam je najbližje... Pa nagrobnik je, ne? Nagrobnik je v gradu vzidan. Pa nagrobnik je v gradu vzidan, ja. Je bil prenešen iz cerkve, iz Jakobove cerkve, ali kako se imenuje. No, jaz moram reči, da sem bil v gradu. Jaz sem nekako po Klemenu Karlinu nastopil kot predsednik, ker je on postal takrat ravnatelj, kot ena taka zasilna rešitev, da sem potem še skozi tole obdobje covida poskušal krmariti. Bili smo pa vedno aktivni zlasti na področju osveščanja, kaj s tem ubogim gradom narediti. Ko ni bilo več nekako vizije, pa tudi ni zadovoljeval teh minimumov, da bi koristil lahko sedanjemu lastniku, to se pravi prejšnjemu lastniku, to je bil center, pa z izgradnjo novih sodobnih kapacitet, je bil grad v bistvu zelo zapostavljen. V najhujšem času so celo tole cesto od Stare Loke proti Podnu zaprli za pešce, zato ker se je taka škoda delala, ker so padale s pročelja tele figure pa posamezni elementi na pot dol, da je bilo prav nevarno. In takrat smo naredili 2-3 take okrogle mize v Stari Loki, kjer so zgodovinarji sodelovali, pa tudi tisti arhitekti, ki so videli tukaj potencial in razmišljali, kaj bi tukaj naredili. Doktor Komanova je imela iz Štralove zbirke celo doktorat, je imela tudi predstavitev njegove zapuščine, je bila izjemno bogata. Na koncu koncev je, ko je bil Narodni muzej oziroma Narodna galerija odprta tam leta 1920, je to Štralovo bogatstvo pomenilo dobršen del te zbirke, kar je za slovenski prostor pomembno. Štralova zapuščina je imela tam 330 slik, izjemno veliko kosov pohištva kakovostnega. Tako da zadnji Štral Karel je v tem svojem poslanstvu, ki ga je čutil, nekajkrat na teden odprl vrata tistim, ki jih to zanima, da so si lahko to ogledali. In ko pač ni imel naslednikov, je tudi volil v svoji oporoki to možnost Narodni galeriji, da je odkupila večji del te zbirke in ta je na žalost bolj v depojih, kot pa razstavljena. Je pa štela za eno najlepših zbirk v srednji Evropi iz tistega časa. Ja, jaz sem bral dejansko, da so iz Dunaja so prihajali, iz Zagreba, iz Trsta, v bistvu pravzaprav, bi rekel, iz cele srednje Evrope so prihajali in odkupovali in tudi vse je seznam, kje vse je ta zadeva, kje se nahajajo. Pa tudi v Škofji Loki ste našli nekaj, eno skodelco. Tudi, ja, tudi. No, to bi želel reči, takrat so potem tudi direktni pogovori potekali z občino. Župan v sklopu teh svojih sredstev, ki jih je občina imela, v bistvu nekako ni videl še takrat možnosti, potem je pa nekaj teh natečajev za to stavbo nekako žalostno propadlo, ni bilo tudi zaupanja na dražbah, da bi te potencialni lastniki lahko bili sposobni speljati obnovo tega in je občina na koncu res se odločila in od Ministrstva za kulturo, ki je bil nekako zadolžen za to,
za to skrb lahko odkupilo ta grad za tam, mislim, 200.000 evrov. Se pa ocenjuje, da bo cena obnove tam vsaj milijon, da bi spet vzpostavili ga. Tukaj imam poročilo o ceni vrednosti pravic na nepremičninah, in preden je bilo prodano, je bilo ocenjeno na 171.000 evrov. Tam nekje. Ja, in to je pol tudi, ja. Ja, seveda, grad je od leta 1979, ko so ga zapustili slepi, je propada, vmes so bili še neki telekomunikacijski pol, ko so pa oni šli, ne vem, okrog leta, ne vem, kjerega 90 ali 2000 šli ven nekje, je bil pa pol čist. Poštarski muzej je tukaj gostoval, kasneje se je preselil, mislim, da v Polhov-Gradec, tukaj je bila zasluga gospoda Mitiča, saj tako si predstavljam, on je bil direktor Telekoma današnjega in je tudi nekaj prispevka dal na raznih področjih Škofji Loki, tako da se je takrat najdela ena vsebina, da je to ta grad nekako ohranjala. Po tistem naprej je pa so obnovili, mislim, da streho so obnavljali, ampak noter je pa nekaj teh traktov pa v zelo slabem stanju. Tako da bo to kar zalogaj. Se bo pa to začelo odvijati, ker nenazadnje se potrebuje prostore v Škofji Loki za delovanje raznih društev in podobno, tako da na tem delajo. Zdaj bomo malo več informacij izvedeli v kratkem, kakšne so te začetne odločitve v občini. No, super. Franci, ti si bil v eni komisiji, ko ste šli se pogovarjati, da bi naredili muzej slepih, ne? Da, tako je. Mi smo v decembru po županskih volitvah se najavili pri županu in smo ga seznanili z željami, katere imajo Zveza društev slepih, da bi napravila muzej slepih v Škofji Loki, kjer se tudi v bistvu z slepoto Stara Loka skozi živi. Sedaj smo v pridobivanju predmetov za razstave. Pridobili smo iz Kočevskega muzeja tisto razstavo, katera je pred desetletjem krožila po Sloveniji, kompletni, vse je na zvezi arhivirano, popisano. Bom rekel, nam rekel lih obljube, ampak namige, da bi se dalo dobiti prostore. Sicer se ne rabi prav veliko, kajti en del v nadstropju ali v prvem ali v drugem, eno krilo, da bi bilo za naš muzej dovolj. Se pa to ne dela nekako dolgoročno, se ne bi delalo dolgoročno, ker se planira nova zgradba Zveze društev slepih in slabovidnih v Ljubljani, v kateri naj bi se tudi planirali potem postavitev muzeja slepih. Lih toliko, zdaj na kratko toliko vem. V redu. Predno bi jaz dal besedo še, bom rekel, sosedu tega gradu, gospodu Jožetu Demšarju, bi prebral eno pesem o Škofjeloškem gradu. Tam se Miha ti verjetno veš, oziroma se ga vi poznate, to je bil en ljudski pesnik Lojze Hafner, je bil, ki je pisal take ljudske pesmi brez, bi rekel, neke logike teoretičnega znanja, je pa tudi napisal, recimo, ne vem, tu imam eno pesem o tisočletnici mesta Škofja Loka, in tako naprej, in je tudi ena od pesmi, ki jih je napisal, je pesem o Starološkem gradu, in pravi takole: Dom slepih Stara Loka. Bolezen je na svetu zlo, med prvimi pa je oko. Vid ti človek izgubi, dan v noč se spremeni. Štrolov grad v Stari Loki, ki stolpič ga grasi visoki, je bil pred leti preurejen, v varstvo slepim dodeljen.
Invalidi slabovidni so pri delu pridni, vse jim spretno gre od rok, v domu slepih stari lok. Raste tu obrt cvetoča, skozi naročilo prihajajoča, znajo služiti si denar, s pletnjami raznih si košar. Izdelki dobri so in lepi, ki delajo za trg jih slepi. Tudi kovinsk mizarski strok so slepi kar uspešnih rok. Brez sonca morajo živeti, ki gleda, greje jih na sveti, vedno je pri njih teman, iz zlatega jutra beli dan. Se iz invalida ne norčuj, besedo lepo mu daruj, če vse ude zdrave imaš, si na svetu bogataš. No, to je ta. Zdaj bi pa gospod Jože, različva? Ja, če sem jaz to mišljen, pol še. Ja, no, lepo. Vi ste bili tam, bomo rekli, sosed, ne? Vi ste bili v šoli. Pa veste pa tudi, kako je to bilo takrat v gradu, ko ste vi bili. Vi ste bili tam leta 1979, ko so se selili iz gradu v dom Tanov, ste bili še tam. Ja, seveda, jaz sem leta 1975 prišel z Ljubljane, iz zavoda. Dol sem prej 9 let učiteljeval v zavodu za slepe. No in leta 1975 do leta 2000 sem, oziroma december 1999 sem zaključil v Škofji Loki. A lahko ta prvo nekaj sam to pokorigiram. Ja. Dolenc sem jaz. Dolenc, pardon, ja, pardon. Ja. Da ne bi bilo kakšne pomote. Pa še nekaj, Miha, veliko stvari ste povedal, hvala, tudi zame je bilo zanimivo. Bi pa še eno drugo stvar, pa ne me napačno razumeti, Štral ima res črko H noter v priimku, ne? Ampak ta H, če je sredi besede, se ne izgovarja. Ne? Zato ni Štrahl, ampak Štral. Oziroma nekateri so kar Štrol imenovali tudi. Ne? Ja. Koliko se spominjam iz teh časov. Pravzaprav takrat so bile razmere, take, kot so bile, nič kaj urejene za šolo. Šola je bila v tem objektu, kot so bile delavnice v prvi etaži, tam so bile učilnice, spalnice, internati in tako naprej. Jedilnico smo imeli pa v gradu. Tako da in na malico in na druge obroke se je hodilo potem v grad, kjer je bila tudi kuhna. Ne? No, prej, ko je gospod Miha pripovedoval o tem bogastvu, Štrol ali pa Štral, ne, vsaj 3 rodbine so načrtno zbirale različne ta bogastva, kulturna, predvsem slikarstva, in mislim, da je vsaj ta zadnji imel 2-3 kustose, ki so po celi Krajinski nabirali in iskali, kje bi lahko dobili to bogastvo, da ga je potem shranil. On je želel, da se to ne izgubi in je želel to doprinesti. Obenem bi bil pa tudi mecen, ne? Grohar in drugi sodobniki so pravzaprav imeli kar kot en drugi dom, v tem gradu Pištrolu. Zdaj, jaz sem leta 1975 prišel tlele in takrat se je potem do leta 1979 še odvijalo to življenje v gradu. Ker leta 1979 potem je bila pa zgrajena in šola za slepe in slabovidne, srednja šola z internatom in bazenom in pa dom za oskrbovance. No in zanimivo je bilo takrat, tlele v gradu so v 2 etažah živeli slepi. Imeli so tudi svojo ambulanto,
zdravstveno službo, ne. In te sobe niso bile tako majhne, to ni bilo eno dvoposteljna soba, to jih je bilo po 8, 10, tudi 12 v eni sobi. In so živeli, jaz se spomnim, kot ena družina so živeli noter v teh sobah in ta življenje je bil kar bogat, tudi kulturno. Ampak takrat, ko se je pa šlo pol v novo zgradbo, v nov dom, je pa nastal problem. So rekli, ne gremo tja, zato ker je tlele v gradu, se počutimo kot družine in vem, da je bil prav en tak problemski sestanek, tudi Zveze slepih so prišli na ta sestanek in en kompromis je bil, tisti, ki ne bo želel, bo še vedno lahko ostal v gradu. No, ampak pol se je hitro pokazalo, da je nov dom, ki je bil sezidan, da ima take prednosti, tako da so potem vsi odšli v ta nov dom, ne. No, to en par takih stvari je pa tako, ta grad je imel pol tudi že centralno ogrevanje, ne. To se je, ne vem, kdaj se je to zgradilo. In pa še ena taka, kako bi rekel, zanimiv se mi je zdel, da takrat, ko sem bil še v službi, so se enkrat pojavili sorodniki od Štrala in so iskali ta, kako bi rekel, nagrobnik ali pa relief v naravni velikosti, ki je bil noter, ker tega niso vedeli, kje to obstaja, tako da so bili zelo veseli, da so lahko pravzaprav to dobili. Na koncu mogoče še tole. Profesor Milan Železnik, to je bil umetnostni zgodovinar pa konzervator, delal je na Zavodu za spomeniško varstvo, je enemu od študentov, ali jih je bilo več, da so naredili diplomsko nalogo in ta naloga, v tej nalogi je kar precej lepo bilo opisana zgodovina in pa, kako bi rekel, življenje v tem gradu. Mogoče še kasneje, Polkaj, da ne bom predolg. Toliko za enkrat. Ok, hvala. Se opravičujem za priimek. Ja, ne, nič hudega. Potegnila me je, da dam, ja. Tamle sem videl, da je Franci Kovačič, mislim, da se nam je tudi pridružil, pa bi še njega malo izzval. On je pa živel v gradu 3 leta tudi, a ne, gospod Franci? Ja, živel sem v gradu 3 leta. Preden pa bi kaj o tem povedal, bi pa imel eno pripombo. V začetku se je precej govorilo nekako, se mi zdi, napačno naglaševanje pač ločenka in tako naprej. Pred leti je en gospod vprašal, če je ločenka. Je rekla, ne, z možem ne živiva skupaj, ampak ločena niso. Torej je narobe razumela, on je sprašal, če je ločanka, ker je pa rekel ločenka, je pa mislila, da je sprašuje, če je ločena. Zato je ženska, ki živi v Loki, ločanka, ne pa ločenka. Se pravi, ločena ločanka. Ja, če je. No, jaz sem 3 leta živel v gradu. Mislim, da je bilo tisto vzdušje tam notri res tako domače, družinsko in tako naprej. In smo se dobro počutili. Je pa bilo, mislim, da če je kdo od odzunaj prišel, ki je bil v drugačnih razmerah nekako živel, je bilo pa menda precej grozno zanjega, ker tisti temačni hodniki pa vse nekako tako starinsko in tako naprej. Tako da tisti vtis prvi pa na ljudi ni dobro naredil. Mi, ki pa nismo videli, kako pa kaj, in smo se tam dobro razumeli z vsemi, je bilo pa zelo v redu, zelo domače. V tistem času je bilo tudi pravzaprav drugače urejeno to službovanje delavcev.
za delavce je bilo takrat slabo poskrbljeno. Bili so pravzaprav v službi cel dan. Kuharice seveda od jutra do večera, potem sobarce so dopoldne ponavadi pospravljale tiste sobe, pa to, kar jim je pa časa preostalo, popoldne so pa krpale nogavice pa tako naprej. Ampak vse skupaj je bilo med delavci in pa oskrbovanci eno tako prijetno družinsko vzdušje. In posledica tega je bilo pravzaprav tudi precej takih tesnejših zvez. Takrat, ko sem bil jaz tam in morda še par let kasneje, je kar 12 ali 13 fantov dobilo tam svoje žene in tisti bolj vztrajni jih imamo še zdaj. No, tako da to je bilo zelo tako povezano, tudi recimo ti delavci, delavke, ki so bile v službi, so velikrat tudi zvečer prihajale nazaj. Tam v parku smo se dobivali, igrali harmoniko, tudi peli, kdor je znal in take reči. Tako da je bilo vse skupaj zelo tako povezano, prijetno. In prej je bil omenjen tudi Hlapec. On je, dokler je bila tam še živina, pa tisti konjiček, je včasih ob nedeljah zapregel voziček, naložil gor pa delavke, pa oskrbovance in jih je peljal v Crngrob. Skratka, to je bilo vse nekako bolj po domače. Zato morda ni najbolj, kako bi rekel, nerazumljivo, da je oče Francija Pirca, Pirc Pavle, rekel, ko se je začel graditi nov zavod, nova šola, je rekel, slepi bomo zgubili dom. Seveda in dejansko smo ga zgubili v tem smislu domačnosti in tako naprej. Gospod Dolenc je omenil, da je bilo nekje omenjeno, da bi lahko nekateri v gradu ostali, pa da niso. Seveda ne, kaj pa bi tam počeli. Mislim, da je kar precej bilo postavljeno, da je treba pač v novo stavbo in tja so tudi šli, čeprav nekateri morda res ne radi. Tukaj imam en članek iz leta 1958 v Gorenjskem glasu, ki ga nosi naslov 100 članov družine, ki niso v sorodstvu. In not je tudi en odstavek, ki pravi, dom jim je dom. Prijateljstvo, iskrenost in družabnost so odlika vseh teh bratov in sestra. Taka toplina, kot sem jo opazil v odnosu med posameznimi člani kolektiva slepih, je možna le še v malokateri družini. Njihov dom je zelo lepo in čisto urejen, v njem imajo celotno skrbo. Gospod Franci, kak komentar? Ja, mislim, da to drži. To je tisto, o čemer sta govorila z Dolencem pa vi, tako da, ja, to sem še hotel reči, ko sem prej omenil tole družabno, omenjate družabno pa kulturno življenje, takoj leta 37, 1. januarja leta 37 je začelo delovati ta dom, in v začetku so imeli Brajeve knjige, problem je bil, ko je Minka takoj z Brajevimi knjigami opremila dom, V začetku je bil problem, ker ljudje niso znali toliko brajce, ampak so vseeno brali. Mi je bil pa zanimiv podatek, ko sva tudi z Mihatom, se spomniš, Miha, ko sva bila pri gospe Kuraltovi, ko se je spomnila tegale kaplana vašega iz leta 40 oziroma 41, ko je ustanovil prvi pevski zbor v Škofji Loki, ko so nastopali. To se ne spomnim priimka. Karel Babnik. Babnik, ja. Kaplan, ja. Gospa Kuraltova se ga je še spomnila, Ja.
rečem, da so bili ločeni, so bili presenečeni, ne, česa so sposobni ti slepi, ne. In je potem so pa tudi po vojni, ne, to sva pa pri Bergantu bila, ne, je pa tudi razlagal, kako so sodelovali, ne, z slepi v pevskih zborih Škofje Loke, tam so bili koliko 7 pevskih zborov je bilo, ne. Vse skupaj, ja. Ja, ne. In tam je bil zelo, ne sam Tone Čurič, tam je bila tudi Anica Plemlova je bila, Anica Plemlova je bila aktivna, pa še kdo, ne, od teh. Ta kulturno življenje med slepimi in staroločami je bilo zelo razvejano, ne, do enega leta 70. Ja, jaz sem mlajši, jaz moram tako povedati, Groharjevo naselje kot novo naselje, ne, se nahaja nad Staro Loko in kot otrok sem tja hodil po kruh, še k Marcinku v pekarno, pa sem mojo prvo ribo na mostu ujel v bližini gradu in tudi edino v življenju. In se spominjam v bistvu mojih stikov pa mojih izkušenj, ko sem te oskrbovance videval, ne. Kot otroka se me je dotaknil, da je to en svet, ki ga mi malo manj poznamo, ki smo takole prosto mobilni, ne, pa ne rabimo pomoči, da je treba v življenju se mogoče tudi kdaj bolj potruditi, komu nasproti prideti pa pomagati, ne. In jaz mislim, da je tukaj bil že en tak začetek, ne, da tisti, ki so bivali z domom, da sploh če so dol živeli, da so bili tega sodelovanja toliko bolj veseli, ne, da je do te vpetosti te populacije prišlo v Stari Loki in da je bilo to življenje res zelo, zelo povezano pa lepo, ne, ker danes, ko se vprašamo o tej inkluzivnosti pa posameznih skupin v družbi, pa se vprašaš, a je to samo sebi namen, kje so pa rezultati, ne. Dejansko vidiš, da je mogoče 50 let nazaj bilo vse, pa za vse malo lepše poskrbljeno, kot pa danes, ne. In to je ena taka izkušnja ali pa epizoda iz te zgodovine Stare Loke, ki je s tem odhodom tudi, ne, v Ljubljano zdaj malo krnjena, ne. Veliko se je v bistvu v razmišljanju ljudi spremenili, modernizirali, postalo tudi bolj plehko, na žalost, ne. In to je eno obdobje, ki je mogoče zelo lepimi črkami v zgodovino Stare Loke zapisano. Zdaj bi dal pa jaz besedo, tam ne vidim, da Rinka je že v nizkem štartu, in pa Silvotu, ne, ki sta tudi tam okrog šibala. Zdaj pa Rinka najprej, potem pa Silvo. Dober dan vsem skupaj. Škofja Loka je bila prvi kraj, kamor sem šla praktično od doma, se tudi na počitnice nisem hodila. In če se spomnim izraza moje mame, ko je samo to rekla, ko me je pripeljala tja prvi dan, oziroma ko mislim, da je bilo takrat, ko sva prišli v šolo, samo to je rekla, ja, kje te bom pustila v taki srovšni. Ampak tista srovšna je nekako postala res moj dom, nenazadnje, a ne. Spomnim se preseljevanja leta 1979, da smo bili veseli, da gremo v nov dom. Če se samo spomnim, da smo vsak večer hodili s tistim vedrom ali bajglekom, ali kako smo temu rekli, neke plastične zadeve v kovinsko delavnico po vodo in da nisi vedel, kdaj se boš opekel s tisto vodo, da so fantje plezali na okno, da so lahko gledali v stranišča, ker smo se umivale. Res je bilo eno tako boemsko življenje, ali kaj ne rečem temu. Spomin na grad pa, kot sem že velikokrat rekla, mislim, da imam še vedno v nosu tisti vonj,
ker sem s pritičja letela po stopnicah na vrh šivilji in si držala nos dol, in ko sem padla noter v sobo, in rekla se, dihaj, deklica, dihaj, kar veliko stopnic je bilo pred tabo, a ne. Morda tudi to, da smo imeli mi že potem svojo jedilnico, tam, kjer je bil v starem delu nad kovinskimi delavnicami, ker smo imeli spalnice in te stvari, in da smo samo občasno hodili v grad, kadar si moral nekam na prakso, pa da si dobil prekosilo, ampak še takrat se moramo zahvaliti, da so nam uredili v jedilnici, kjer so jedli, mislim, da učitelji, si prišel noter v grad na desno, tako da mi nismo praktično imeli ne vem koliko opravka. Moram pa tudi to povedati, da te zdravstvene usluge, ki smo jih koristili, tam imam tudi mogoče kar nekaj enih takih slabih spominov, pa ne zaradi ljudi, Bog ne da, ampak predvsem zaradi tega, kjer je to bilo in kako je to ven izgledalo. Mislim, da sem kar veliko takih travm, bi rekla, preživela, kljub temu, če sem dokaj močna, se spomnim za nazaj, pa ko primerjam potem seveda nove prostore, kjer smo imeli šolo, dom, bazen, ki ga nisem nikoli koristila. No, pa še to moram povedati, da kadar se spomnim na Škofjo Loko, se pretežno spomnim na tisti ta veliki grad tam gora, ne, ker je bila moja pot velikokrat, pa da sem tam prosila, da so me spustili noter, da sem šla opazovati in si ogledati grad. No, pa, kot sem že velikokrat rekla, Homanove Krimčnite, in če meni uspe, da priti v Loko, vem, da ima mene poti, ker rečem, no, tu smo pa hodili, smo lahko obujam spomine, morda še to, da grad, jaz sem zelo vezana namreč na gradove in Češka je v mojem življenju igrala kar pomembno vlogo, ker sem videla veliko gradov in to urejenih, ker tam niso bile hiralnice, tam niso bili neka socialna stanovanja, kar sem videla, mi je bilo všeč, in tako da upam, da bodo tudi ta Štralov grad uredili, da bo imel ene vsebine, pa tudi to, kot je gospod prej omenil, a ne, zdaj, ko so se umaknili oziroma preselila šola v Ljubljano, verjetno tudi sam kraj izgublja povezavo, ostali so seveda slepi in slabovidni, ki živijo tam, ampak nove generacije nimajo toliko stika, ker se je pa takrat poznalo, če si šel po mestu, te je kdo govoril, če si bil zbegan, kam bi šel, ker nisi videl, pa so ti pomagali. Tako da ja, ljudje so bili prisrčni in vsemu navkljub je ostalo več lepih spominov, pa tistih mojih otroških, nenazadnje pri 15 letih je pač dojemanje drugačno, kot pa pri starejših. Hvala. Silva, izvoli, hvala, Darinka. Bom jaz kar, škoda, verjetno ni Anice. Anica Plemnova, moja sošolka, bi potrdila. Tam je obstajala ena velika soba, gospod Kovačič povedal, salon so ji pravili. In tam je bilo kup žensk in te so se celo znale kaj skuhati. In bila je ena Franska, tista je pa knjige imela čez in jaz kot bralec, kot brajevec, sem tiste knjige Stare špehe bral in je hodila, ne vem, ki je imela to shranjeno, mogoče gospod Kovačič ve, jaz sem tisto bral, tiste čuda, kaj je bilo. Pa Sonja, pokojna, pa Ančka, mi smo to hodili gor in si zatiskali nosove, pa gor. Je pa bilo, no, mesto je pa živelo z slepimi. Jaz vem, v lekarno sem šel in so me kar dobro oskrbeli. Z sestrami pa moram reči, medicinskim osebjem sem imel dobre odnose. To so bile gune not kot medicinke. Sestra Labore, ki je potem v Maribor prišla, že pokojna, pa še ena druga sestra in moram reči, da jaz seveda videl nisem, kakšno okolje je in me ni motilo. Tako da jaz ne smem reči, da bi imel slabe izkušnje.
Sestra Viktorija. Viktorija, ja, točno. No in to so bile nune. To so bile pač, ne. In je mene presenetilo, ker je pač bilo meni znano, da so nune izgnali v Ljub, da so te ljube ženskice ostale, ker jaz sem imel pa iz Sarajevske bolnice dobre izkušnje z slovenskimi nunami. Kakorkoli, no, trdim, da je mesto izgublja, ja. Mi slepi pa največ izgubljamo, ker pač ne gremo živeti v center kot starostniki. Jaz sem že zdaj v takih letih, 70-ih, in že razmišljam, kam bom in kaj bom. Silva, ta knjižničarka je bila Franska Tavčar, ne? Ja. Jaz mislim, da bo gospod Kovačič me kaj dopolnil. Izvoli, Darinka. Samo to bi še rada dodala, da v teh letih, kar sem bila v Loki, tam sem začela leta 78, 80 smo šli ven, ampak vedno pridem kamor, mislim, vse tisto si pogledam, do cerkve pa še nikoli nisem prišla, ker takrat, ko sem jaz bila v šoli, so bili eni drugi časi in nas niso peljali v cerkev. Se spomnim samo pokopališča, ker me je sošolec prestrašil na dan mrtvih, da mislim, da si par let nisem upala na pokopališče v temi. To je bilo edino to, kar bi morda, sem pa veliko tega potem skozi življenjepis slikarja Groharja uspela najti in mislim, da bom še, kadar bom šla v Loko, vsaj cerkev šla pogledati, da vidim, ker če si bil tam pa, da bi jo vse videla, nisem težka vernica, ali kako naj se izrazim, meni je to pomenilo bolj kot kulturni spomenik, pač z tega vidika. Jaz sem pa prvo šel v cerkev z mamo in tudi po noči, za polnočnico smo šli. Je bil en Mariborčan dežurn, Borovinšek, če se kdo spomne. Nas je pustil, pa smo šli. Drugi dan nas je pokojni konfidentki vprašal, kdo je bil pri polnočnicah. Jaz sem se kodajžno javil in še več nas je bilo, ki smo se javili. Dobro. Darko, ti si domačin, boš ti še kaj povedal? Kako je bilo včasih ta izmenjava med domačini in graščaki ali pa prebivalci grada? Ja, upam, da se slišimo, no, ker se nisem uspel izklopiti. Dušan, na tole bo. Bo, se sliši, kaj izvoli. Ok, no, med temi vašimi izvajanjami sem pravzaprav razmišljal, kaj naj bi človek povedal, ne, jaz sem pravzaprav Ločan in 62. leta sem pač takrat šel v osnovno šolo, sem bil še mulček, no, ampak potem, ko sem pa prišel domov, ko smo v bistvu začeli za to takrat telefonsko administrativno šolo 70. seveda, smo takrat mladina seveda naleteli tudi na te stare, mislim, na te stanovalce tega gradu in prav zanimive so bile pravzaprav tudi posamezne usode teh ljudi, nekako smo uspeli vzpostaviti kontakte z njimi in z nekaterimi se je bilo resnično zanimivo pogovarjati in nekateri so pravzaprav bili kar ikone takrat. No, kot sam grad, jaz se ga spomnim, potem tudi, ko sem v bistvu bil mogoče že v 8. razredu, sem dostikrat, glede na to, da pač sem bil nekako tujen v Škofji Loki, nisem imel toliko prijateljev, ker sem bil v internatu v Ljubljani, pa sem parkrat kar šel tam v grad, in tako, kot je bilo že rečeno, tam so bile te sobe velike po, 10-12 ljudi je spal v tistih sobah, in jaz sem dostikrat prišel malo tja in moram reči, da so me kar sprijeli med sebe, pa čeprav seveda sem bil za njih mulček, No, tako da sam grad je bil za mene, tako kot je bilo že rečeno, nekako zelo, nekako čuden, nismo bili navajeni tega okolja. Nekateri so rekli, pač malo čudne vonjave so bile in tako dalje. Oni so, seveda stanovalci so bili najbrž na to navajeni, kar je čisto normalno. Za nas je bilo to malo čudno. No in
Tudi prvo leto, mislim, da v šoli smo nekaj časa mogli tudi mi v gradu jesti in je bilo to za nas nekako zelo, zelo čudno, ker pač nismo bili tega navajeni, kljub času, ki je pač takrat bil, ker ni bilo vse tako, kot je pač danes, nekako vse sterilno in tako. Kot je bilo že rečeno, jaz se spomnim, sestre so bile resnično nujne, bila je ambulanta, bilo je celo nekaj teh Braillovih knjig tam, tako da jaz sicer nisem bil kakšen velik bralec, tako kot Silvo, ampak mogoče kakšno knjigo smo pa tudi mi tam prečitali. Spomnim se tudi parka, v bistvu, ki je bil takrat mogoče že malo zmanjšan, ampak kljub temu še pač velik, tako da potem, ko se je pa seveda gradila šola, pa dom za ostarele, so pa seveda vse tisti prostor pač porabili za to, da so pač izgradili te objekte. No, pa mogoče glede na to na koncu, ne bom udolgovlačil, ker ne vem, nekih takih stvari pač ne vem. Me je pa malo zanimalo, kako je bilo s slepimi med drugo svetovno vojno, ker ne vem, to je nepreverjeno, od kje sem pač to pobral, da so sicer enkrat jih hoteli odpeljati ali v neko taborišče, ali ne vem, in da jih je potem nekdo prav teh stanovalcev, ki je znal nemško nekako rešil in potem so imeli pač med vojno nekak mir. Ne vem, to je nepreverjena novica, ampak od nekje sem to pač pobral. No, še mogoče ob koncu toliko, res je, Škofja Loka je pač živela z nami, glede na to, da so bili pač navajeni teh ljudi, ker so bili različni ljudje različnih profilov, znanj in tako, pa tudi dosti družabni so bili, mislim tako, saj so bili v bistvu glasbeniki, Tone Čurič, pa ne vem, jaz se spomnim, bil je tudi nek Hans, ampak ne vem, priimka se ne spomnim, ampak spomnim se, ker sem bil jaz balavac, je igral v cerkvi tudi na orgle. Nemški priimek je imel, jaz se ga. Ja, mislim, jaz se priimka ne spomnim, ampak kot človeka se pa spomnim in veliko takih je pač bilo, tako da so se vključili v okolje. No, ko pa seveda je tudi ta srednja šola in to pač odšla v Ljubljano, pa je pa mislim, da vedno manj slepih, nekih seveda jih je po naravni poti pač odšlo, nekaj jih je še, medtem ko zdaj seveda si pa vsak nekako poišče dom, ki je pač tudi, če gre v nek dom, če hoče pač tudi v drugih krajih, ni več tistega centra, kot je pač bil včasih, in jaz ne vem, zakaj imam še vedno nostalgijo, da se takrat, kljub temu, da vem, da tudi druge vrste invalidnosti rabijo nek svoj dom, mislim, da bi bil ta šola, ki je bila takrat v Škofji Loki, bila za nas resnično izredno primerna, glede na to, da je bila spodaj velika, taka kot neka dvorana, klavir za neke prireditve, veliko teh sob in tako bi je bilo, tako da bi lahko slepi v bistvu tam odlično funkcionirali, ampak žal se to ni uresničilo in nekako se je vse to zdaj nekako izničilo, ta dom, kot pa pravijo, pa tudi seveda je zdaj slepih malo in ni več to. No, ne vem, kaj veliko pripomogel nisem, ampak upam pa, da nekaj. No, zdaj, Miha, ne vem, a ti veš to selitev med drugo svetovno vojno, ko so Nemci hoteli grad vzeti, pa so jih preselili nekaj v župnišče, nekaj pa dol v cerkev, zdaj ne vem, gospod Dolenc, vi ste mi razlagal o tem, da so jih preselili
iz gradu so jih preselili v župnišče, potem pa še nekam v Škofjo Loko. Ja, ne vem, katera obletnica je bila, mislim, 70-letnica. Takrat je prišla ena gospa Duna, ki je takrat še živela in ona je takrat omenila, ja, nekaj jih je šlo v župnišče, nekaj pa na spodnji trg, dol je tudi cerkev, ne? In dol je bilo, kako bi rekel, en tak oddelek za te, ki niso imeli nikjer doma in tako naprej, in da so eno obdobje potem dol preživeli, ne. Zanimiv, se oproščam, ki je pa zdajle tudi to, imam glih besedo, ne vem kdaj, enkrat vem, da se je pojavilo, ne vem, na čigavem zelenku, da bi pravzaprav slepe kar na Petrovo Brdo stacionirali. To je pa na koncu Sevške doline gor. No in sreč je takrat prevladala trezna misel, tako da prvič zaradi prometne povezave, ne, Petrovo Brdo je dejansko odrezano na koncu Sevške doline gor. Drugo, kar je pa zanimivo, je bil pa tudi zelo vzrok, da so se uprli, so rekli gor, nimamo cerkve, smo verni in kam bomo pa potem hodili, a bomo v Zalog, a bomo kje v Podbrdo ali kam, ne. No, ampak to je potem tako k sreči ostalo. Ja, to se opravičujem, da vam skačem besedo, ne. To je Lidija Šentjurc je bila, tista, ki je preprečila to in je potem tudi uredila, da so dobili tole vilo notredamskih sester v miru, tako kot so zdaj. Ja, no še tole bi Darinka je prej povedala, dejansko, da je ki je prišla iz urejenih razmer iz osnovne šole z Ljubljane, ki jo je mama pripeljala gor v Škofjo Loko, da je bila kar malo zgrožena, ni bila edina. Marsikdo je bil kar žalosten, jaz sem 75. leta, potem en par let to doživljal. Bilo je pa tako, ne, načrti so bili narejeni in za šolo in za dom za ostarele, ampak vedno se je kdo našel, ki ni bil pripravljen finance dodati zraven, ne. Potem smo pa enkrat, vem, se odločili, poklicali na obisk doktor Marjana Brecla, on je bil pa takrat zelo visok v slovenski vladi, je prišel v Škofjo Loko, vem, da takrat celo smo tako uredili, ker je imel samo popoldne čas, da smo te glavne dejavnosti na popoldne prestavili. On si je to ogledal in čez ene 2 dni me je poklical, vsaj glede šole, financer z Ljubljane, je rekel, dobro sva se poznala, tako, ker smo sodelovali, je rekel, veste, gospod Dolenc, prav, tako kot me je doktor Brecl nadrl, kako da to še ni urejeno, prav tako me v življenju še beden ni. In te stvari so potem hitro stekle, tako da je v bistvu 78, 79 bilo zgrajeno šola z internatom, bazenom, telovadnico, zraven pa tudi seveda dom za tako za ostarele iz te domačine, ne, in pa slepe in slabovidne. No, tako, samo drugače pa zdaj ne vem, enkrat vem, smo se malo pogovarjali, mi smo kasneje imeli dosti dobro povezavo z društvom slepih v Celovcu. Ja. In menda, da v času vojne naj bi malo čez to dejavnost tudi ta Celovška zveza slepih imela prste vmes, kako pa nisem bolj preverjal naprej.
Ja, Darinka, tako je. Ja, da tole odgovorim. Jaz, ko sem delal tele častne člane, sem najdel en dokument, ki je bil sprejem pri Vinku Breclu leta 1973 v neki obletnici in so bili med gosti povabljeni točno to. Iz slepih iz Celovca, zdaj nimam tega dokumenta pri sebi, iz Celovca in celo iz Trsta in iz Julijske krajine so bili, ker to je bilo pa, tako ko sem pa malo vprašal Bavčarja, Evgena, je pa rekel, ja, da so tile ljudje so pomagali voziti tudi tehnične pripomočke slepime, razne ure in te stvari, ko se pri nas ni dobilo, da so na ta način. In to sodelovanje je očitno bilo res močno, ker prav na tistem seznamu vabljenih gostov so bili tudi, prav imensko poimenovani, tako da to je res. Ja, to je bil gospod Vurcer, se je pisal Korošec. Aha, no, evo, Silvo, hvala. Vurcer je bil. Možno, ja. In pa še nekaj moram povedati, leta 69, če ne 70, so se zbirala, jaz sem bil na istem koncertu, še tudi v Barndorfu je igral, smo bili v eni dvorani Hali Tivoli, ali kje, koncert za novo zgradbo za slepe. Ja, to je pa tudi res, to pa zdaj gledam, ki imam ta v Dolenjskem... Meni se zdi 69 ali 70. 69, v Dolenjskem listu je bilo objavljeno 69. leta, vsak Slovenec dinar za slepe, ja, tako je. Je bilo kar nekaj teh koncertov, ja. Ja. Darinka je dvignala roko, ker bi rada nekaj popravila gospoda Dolenca. Ja, morda samo to, da v bistvu je bilo za mojo mamo pretresljivo to, ker ko me je gospod Florjančič obiskal v moji osnovni šoli na Pohorju in je mojo mamo vprašal, če bi mene dala v zavod. Rekla, da ni govora, da sama slabo vidi, da ve, da bom jaz sposobna šolo narediti. In da je bilo potem to za njo tako pretresljivo, zavoda sicer hvala Bogu ni videla, hvala Bogu, moram zdaj temu reči, ampak ne, ni ga videla je samo center, grad od zunaj in da jo je to verjetno, če toliko bolj pretreslo, da me sploh prvič pa mora nekam dati, ker so rekli, da pač druge variante takrat pač ni za srednjo šolo, da je z mojim vidom tako ne. In morda je bil vzrok to. Jaz sem malo pogledal, gor je bilo, v gradu so 4 nadstropja in sem malo sobe gledal, velikost in so bile sobe od 30 do 52 kvadratnih metrov, dobro, bile so tudi manjše, 23, 28, 30. Skratka, to so bile zelo velike sobe, Miha, ti si bil not, ne? Jaz sem bil noter, ja, nekaj sob je tudi, kar se tiče ohranjenosti, še zelo lepih, tako da moram povedati, da ena od idej v zadnjem času je bila tudi ta, da bi noter naredili glasbeno šolo za škofjeloško področje, ker gostuje v Puštalu, in te sobe sploh ne bi zahtevale toliko obnove. Najbolj je problematično spodnje nadstropje, kar je bilo meni predstavljeno. Ker vedno, kadar smo želeli to pogledati, je bilo treba priti do ključa, ki so ga v centru ohranili in zaradi sesuvanja stavbe je bilo skoraj nevarno hoditi tako po dvorišču kot po enih predelih. Spomnim se pa, da takrat so nam to lepo sobano pokazali, ker je res, tam je bil še tudi muzej poštarski, nekaj teh prostorov je res eminentnih in bi se jih hitro dal v bistvu obnoviti, tako da bi bili uporabni. Ja, vidim, parket je not ponekod še, ne? Ja. Pa so še tukaj neke rdeče tapecirane, oziroma neke rdeče stopnice, kakor gledam zdajle tole. No. Ja, še kakšna beseda, še kdo bi še kaj dodal? Ja, David. No, prosim, gospod Dolenc. Franci, dejte prvi ti, kar izvoli.
Bilo je govora o tej povezanosti z domačini, pa bi to povedal, da je bila ta povezanost res velika, ker je več teh mladih ljudi iz Stare Loke hodilo v dom slepih ljudem knjige brati. To je eno. Drugo pa, bili so tudi toliko, rekel, ta prijateljstva so se vzpostavila, da so nekatere Staroločanke potem prosile te oskrbovanke, da so prišle za botre njihovim otrokom. No in pa še, ko se je nekaj časa govorilo, da bi se ta dom preselil v Novo Celje, ne samo gor v Podbrdo, ampak Novo Celje, in je bil eden od argumentov ravno ta, da je pravzaprav ta dom slepih lepo vključen v Staro Loko, da so dobro sprejeti s strani Ločanov in da bi bilo škoda potem to podirati in da bi na novi lokaciji gotovo imeli težave se spet uveljavljati. No, to sem mislil povedati. Izvolite, Jože. Ja, jaz bi pa toliko povedal še o tej povezanosti. Mi je pripovedoval en znanec, je rekel, ko sem hodil v srednjo šolo, rekel, smo mi hodili pobirati krompir. Njiva je bila dol pod gradom, ne? Prav, krompirja je bilo veliko in smo hodili pomagati. Drugo, kar je bilo, v gradu, ti slepi so imeli posebno skupino, kulturniško bi lahko rekel, ki pa je tudi veliko pripomogla k tej povezanosti. V tej skupini je tudi, Franci, si tudi ti nastopal, si bil aktiven, ne? No, v času takrat, ko sem pa jaz bil tule v šoli, takrat pa vem, da smo imeli eno tako potujočo razstavo izdelkov in pripomočkov in smo šli po teh šolah, od Škofja Loka mesto, Trata, Železniki, Poljane, Žiri, Sevca, tako da smo mladino tudi seznanjali in pa skušali pravzaprav prikazati, kako, če slepega recimo srečajo, kako mu pomagati. No, za konec bi pa še tole mogoče. V Celovcu smo kar veliko pripomočkov lahko nabavili. Te trgovine pri nas ni bila tako bogata, oziroma to je zveza uvažala in vem, da prva vrstica računalniška, Baumova, firma Baum jo je, smo pravzaprav preko Celovškega društva uvozili. In ker je bilo to tam v letih koncu 80-ih let, ko je bilo v Srbiji že precej vroče, se ta inženir, ki naj bi to vzpostavil, skoraj ni upal priti v Slovenijo, ker so ga gor so rekli, kam greš, to ne boš prišel nikoli več nazaj. No, ampak to zanimivo vrstica je bila ta prva Brajeva vrstica, Brajev računalnik, smo preko Celovškega društva slepih nabavili. No, toliko, ker verjetno zdaj gre počasi k koncu, moram reči, da je bilo danes zdajle toliko lepih stvari, zanimivih slišal od Miha pa ostalih, tudi Francita, Darkota in tako naprej, tako da pravzaprav, kakor sem se bal, kaj bom pravzaprav lahko sploh sodeloval, moram reči, da sem kar vesel, da sem lahko bil član tele družne. Takole, hvala lepa. V redu. Hvala torej vsem skupaj. Jaz bom zdaj tukaj končal. Vidimo se, upam, naslednji teden. Lepo se imejte, uživajte v pustu, veliko krofov in se vidimo naslednji teden. Srečno, dio. Srečno, dio. Srečno.